O mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka, komentar dneva Rok Govednik. Vsak bi moral imeti svobodo, da je, kakršen želi biti, a vseeno izpasti kot nekdo, ki v družbi ne postavlja drugih ljudi kot razliko. Samo do te mere. Tega imperativa pa žal ne razumejo vsi. Nekateri mislijo, da so za to, da rušijo in tudi zrušijo ustvarjalno atmosfero in vznikle ideje. Upam, da je festival Animateka prešel v zono somraka in se rešil nenavadnega, nepojasnjenega izginotja. Prijatelji, gotovo pomnite zgodbo o Kinootoku in o Animateki, ki sta bila pred resno grožnjo, da propadeta. Nerazumljive so bile obtožbe. Kaj je nerazumljive? Nelogične in neutemeljene, ki so Animateko silile k zatonu. Nič ne de, rešila se je in se zopet postavila v vrsto potekov svetovne filmske pestrosti. Programski direktor Animateke Igor Prasel je v Slovenijo uspel prinesti izjemen program animiranega filma. Tako bo na letošnji Animateki možno videti program baskovskega filma, retrospektivo poljske animacije, 3 celovečerce, 2 izjemni likovni razstavi in še in še. Praslu pa je uspelo v goste povabiti tudi velika imena. Tako se ob vsem tem ne bo poznalo, da je bil festival do pred kratkim v izjemni finančni stiski, a zavel je nov veter, ki nima rušilne narave, ampak pod pravim kotom sili v razprta jadra. Da bo le tako. Tukaj se lahko festival zahvali Jelki Strgel in bančnima sponzorjema NLB Vita in Mastercard, ki so vsi skupaj omogočili optimalno financiranje. A še vedno je takšna pot festivalna neprimerna in nenazadnje v tujini odseva Slovenijo z žigom nerazvito. Želimo si lahko, da v prihodnje ne bo potrebno takšno ponižanje in takšen trud. Kot vsako leto se mednarodni festival animiranega filma Animateka izkaže v začetku decembra, letos od 8. pa do 14. v ljubljanskem kinodvoru, a začenši s prvo predpremiero že jutri. Za zaključek si sposodim Andreja Bazina. Nujno je, da zmoremo verjeti v realnost fenomenov, čeprav vemo, da so ponarejeni.